Da smo se zdaj zbrali, je to zdaj kaj, to v tretje je šlo, kako že. Ja, kar mesec je trajal, ja. Ja, v bistvu smo vsi tok na projektih, oziroma Goran tok na dopustih, da se nam ni ratal niti dobiti na videoklice, da bi tole posneli. Ne, celo ratal nam je zdaj, da smo se vsaj toliko uskladili, ne. Pač poletni čas je tukaj in vse je pač vzel ta poletni tok projektov, ki pač je to glavna sezona v naši karieri, ne, oziroma v našem jobu. In zato smo dali tudi podcaste zdaj na pauzo. Tako da smo želeli vse obvestiti, da v bistvu zaključujemo tukaj podcaste. To je to, hvala, ker ste prišli, hvala, da ste bili z nami do sem. In vrnemo se čez en mesec. Meni je hecno, veš, ker smo se pogovarjali, kao, sezone, to bomo imeli več sezon, kdaj pa se sezona konča, začne, ne? In pol bo kar naenkrat se je odgovor sam ponudil. Ja, Pač ker naenkrat ni bilo več časa in zato se poleti podcasti ne snimajo. ja. Zgodilo se je. Ja, samo od sebe se je zgodilo. Ja. Mene pa zdaj malo zanima, kaj početa, kaj delata zdaj te dni, mislim te. Se imamo delati samo 15 minut časa, ampak... Uroš, izvoli. Kaj, a za nazaj ali za naprej? Za nazaj, za začetek. Čakaj, da malo highlighte. Odbojka na Ljubljanici, fuknem dogodek je bil izjemno. Kljub vremenu smo imeli ful dober hype, tako da tam se bil MC. Prihaja Pogi Challenge. Ja, čakaj, sorry. Ne. Ampak stvar bo zdaj streamana na RTV Slovenija in bo fucking crazy. Pač na TV-ju bom. Kar sem zdaj čisto by the way izvedel. Veš, tako, ok, ti boš tudi intervjuju Pogačarja, polka prije gor. Aha. Lahko že vprašanje poštimana. Bom. Je še caj do takrat. Drugače pa ja, veliko Screatable enega snemanja, novi naročniki, med drugim Gorenje, kar pomeni, da delamo stvari res za Global, kar so bili svetovno prvenstvo ambasadori. Verjetno grem septembra, tako da mogoče prvi teden bomo imeli še malo težave s podcastom. V Berlin snemati na sejem IFA, en največjih teh sejmov. Upam, da tudi kakšen DJI, pa to, kaj najdu jih tam, da jih malo zahaklam, pa Sony pa tako. Pa še, kar dogaja, no, ne vem, pismo, pa poroko, zdaj delam v soboto eno tako odflikano, že tretjega Duncan Devila poročim, ker mu musko vrtim na poroki, tako da se ful veselim. Ja. Rok Mlinar bo tam fotograf. Super. Obožujem ga. Ja, ne vem, jaz sem ful stvari, jaz bi lahko zdaj kamota 1 uro še govoril. Pa sem zdaj samo tako teden, 2, 3 naprej pa nazaj šel. Goci, kje pa ti, ki je bil na dopustu? Ja, sem jih hotel reči, jaz pa furaj o poletju govorim, koliko sem bil fraj, koliko dober je bilo, vse sem imel dopustu, Italija, Hrvaška. Jutro grem na Češko, MXGP gledat, fotkat nekaj, nisem dobil akreditacije, nažalost. Jebi ga. Pa Jola pač. Ja, probali pa smo. Drugače pa poroke, ja. Če pa govorimo o tem, kaj delam, so pa poroke, ne? In pri meni to mogoče gre bolj utečeno in je bolj simpel. In tudi če soboto delam poroko, lahko že v nedeljo zjutraj gremo naprej na dopust, kar je ful dober. Kupil sem si Mac, bil sem ful proti, Aljaš se je skozi metil. Mac pa Lidl, to sem mogel skozi, pri Macu sem se obrnil na tvoja stran. In to ta prav cajt si ga kupil. Prav cajt? Ja. A jaz ga ocene gor, pa te stvari nekaj. Pa ja, pa upam, da si res nisi šparil, da si kar šel malo jačega. No, nekega proja. Pač v redu je, laufa. Boljš ko moj komp tukaj noter bajt, teda ja. V redu je. No in pa sploh lahko na dopustu montiraš, zdaj si portable. Tako, zdaj lahko na dopustu naredim, kar je treba, tako da je malo lažje, čeprav ja, pa to ni dopust, ampak kolikor vaju slišim, bom rekel, da je ful boljš biti fotograf, ker ja, delam, ampak sem kar dost okol. Kaj pa ti, Aljaš, si bil kje doma v zadnjih 2 mesecih? Skozi. V bistvu sem bil 3 dni, sem pa bil vmes. Koliko?
3 dni. Pa še to sem šel vmes v Italijo nekaj iskat. Ja, ne, sej, ja, imajo bilo pestro, no. Bil sem nisem računal, v bistvu, jaz sem imel zdaj že 12 letalskih letov za projekte letos. Letalskih letov, Ja. če so krvja. Pa v bistvu imel sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne vem, po mojem sem bil 1000 evrov. 12, 13 držav, no. Torej ja, snimal sem tisti regli. Eno vprašanje. A v nobeni od teh 13 držav nimajo frizerja, ali kaj? Kje so moji efekti zdaj? Ja, res. Ne, v bistvu ja, sem se kar zapustil. Po moje Ne, se ti paše, hudo frizura. Ja. Uživaj, dokler jih imaš. Hello, my name is Ed Sheeran. Še malo, ja, če boš tako kot Goran, čakaj. Ne, ni še take panike. Vse bi šel, vse sem hotel, vse sem klical tvojega frizerja, pa pač ni, zabezecan do konca, polno. Ne Goran, ne tvojega. Ja. Duroša. V glavnem, ja, no, in prvi sem bil na projektu na nizozemski turni rally, pa sem prišel nazaj, sem bil 3 dni sem bil doma in sem štartil na projekt v Romunijo, drug turni rally, Slovenci, čisto odbita zadeva. To pa res, greš te, pač jaz imam hvala Bogu terenca, ker pač rabim zanesljiv avto, ne morem imeti zdaj shitboxa, ne. In prideš gor in si tako, no, fuck, stari, kako prideš to, z nekim normalnim avtom, 4x4 že tako, veš. Prideš gor, tam oni zarijejo, s Xaro Picasso, s Kangujom, ne vem kva, kar potrjali so auspuhe vse, se smejijo z auspuhom v glavi, boli njih. V glavnem, res dober vibe, ful dober projekt, pomagal mi je Milan, Goran, se ga že voda poznata. Milan, ja, mi je pomagal zraven, tako da res smo se imeli dobro, no. Zdaj pa nič, zdaj pa v bistvu v montaži film, zdaj pa cele dneve, 10 ur, 12 ur na dan sem z računalnikom in montiram film. In je fokus samo film pa treningi. To je to. Kaj pa voda? Rad nosiš vodo okoli? Moram nositi vodo okoli. Mislim okoli. Eni jo nosijo na Triglav. Ej, ko sem videl majstra, torej jaz... 2 uri pa pol. Ja, 2 ure pa pol je nesel na vrh Triglava 15 litrov vode, torej 15 kil. Iz krme, 2 ure pa pol, stari. Svaka čast. Sem mu prav napisal, kapo dole. Jaz še nisem tam, pa tudi ne bom tam, so še vsem oni profesionalci oziroma res atleti. Ja. Ti sam deli na Višinski, da te nam spet kaj zvili. Ja, malo drugače je tukaj zastavljeno, veš. Malo drugače je zastavljeno vse skupaj in v bistvu tudi gremo prvo delati trekking in bomo že na višini, pa gremo potem nazaj dol, pa se dol spet spi, pa pol spet nazaj gor, tako da v bistvu je za višinsko pripravo ful bolj humano. To plus, da imam veliko olajšano zadevo, ker pač mi šerpe nesajo robo gor. Nazadnje je bila samo oskrbna odprava, to sem imel tudi hrano, kamero, sončne celice, vso robo sem imel na hrbtu, ne. Tam pa pač imam to opcijo, da imam samo kamero, pa pač ne vodo, pa en sendvič in to je to, ne. Make sense. Gospod Aljaš mu to kad reče, ja? Ja, to kad bo veliko bolj, kako bi rekel, udobno. Ej. Oj. Ja, ne, top, to bo hudo. Še en alpinističen. Ja, to bo ludo. Imate spet na 2 meseca. 2 meseca, ja. En teden manj. 1 mesec, pa 3 tedne. Evo, bomo šli kaj jadrat letos, Aljaš, ne bo nič od tvoje hribi, vse za eno. Prideš direkt, Nekaj te je prekinil. Halo? Hvala. Ja. To sem pa slišal neki. Tudi jaz. O neki jadrni. Ja. A ne? A veš kaj, imam tako enkrat na 2-3 leta, pač damo jadrnico ven in pač zrihtam spodaj ta anti-falling in unika mi pomagajo, pač gremo pol jadrata, ne. Uroš, se vidimo decembra. Lej, drugače res, ko prijem nazaj, komot. Ko priješ nazaj, ja. Ja, mislim, A se pa to, da pa si prijem nazaj. A si ti to mal na neko poročno delavnico namigoval?
sam jaz to tako razumel. A z Jadrnico in poročno delavnico si ti slučajno zdaj kaj ujel, ali kaj? Ja, Ne. Nisi dober, ne. dobro, pa je bila pa una druga interna fora, ki ste videli. Ker razumem. Sorry. Ker drugače sem za neki datum za te poročne delavnice sem tudi nekaj ujel. Pa to. Ja, kaj se pa s tem dogaja, Goran? Okay. Veliko se dogaja, imam pa eno težavo, Aljaža namreč. Pripravlja se, tokrat bo poletna, ki se bo zgodila jeseni, ker pa nas pa mora biti logično prištiman, tako kot je treba. Bo na Primorskem in zelo kmalu bo Aljaž imel čas, da me bo popeljal tja in posnel kaj in da bo naredila en material. Da bo lahko vsi dejansko zvedeli, kje bomo in kaj bomo delali. Ne vem pa, če bo že zdaj povedala Aljaž, ali je že čas. Sploh povej samo regijo. Ja, obalo smo, nisem šel omelo, obala bo, sicer ne bo Jadrnica, bo pa obala, pa bo ful hudih propsov zraven, ful hudih stvari, ampak Jadrnica bo postimo še za naslednjo leto. Tako. Sorry, uraš. Ej, drugače pa... Mogoče bo to poročil na Jadrnici, pa bomo tisto podelali. Ena stvar, prej si me spomnil, ko si rekel, da greš na Češko. Jaz sem se tudi odločil, da bo šel na Češko in sicer tako za en dan, oziroma za eno noč, tam v kino grem, ker je v Pragi naš najbližji IMAX movie in zadnjič sem gledal Odisejo v Cineplexu na premieri in je fucking hud film in ga grem doživeti še v IMAX. In zdaj v London nimam cajt, oziroma je predrago, tako da sem zapeljal do Prage in čez en teden si moram karte rezervirati točno v sredo ob 11, ko dajo ven, ker je vse takoj razprodano, tako za cel teden naprej imaš, mislim, da je ne 4 predstave na dan in je vse takoj. Za dobri zici tako grejo. Okay. Škoda, ko ni ta teden, bi imel prevoz. Avtodom, plac imamo še za enega. Žal. Ej, fanta, ko smo želih pri filmih, ko si želih na vrgu temo na to, kar malo povemo mi tole, ja, tako, glede to, da sem že omenil, da tudi montiram film, a to moram zdaj jaz, valjda. In ker je pač že toliko časa obljubljamo, da bomo naredili en live podcast, draga publika, dočakali ste ga, oziroma ga boste, če ne boste na dopustu še slučajno takrat. In sicer, čak, kjer datum? 30... Tako da, ker neš efekt. Če da pogledam, če vam mesto še rezerviram, daj povej, kjer je datum? Mene je tudi strah zdaj. Tako je. 30. avgust. Kaj? Ja? Super, ok. No, gledam, 30. avgust imamo live podcast, na katerem bomo gostili tudi Andraža in Reo, ki sta protagonista v filmu, ki ga zdaj jaz trenutno montiram in tudi do takrat mora biti končan. Ne bo to zdaj official premiera in tudi ne bo premiera filma, ne bo se film predvajal. Bomo pa v bistvu povedali našo izkušnjo in naredili tako eno potopisno predavanje, ki vas bo potem popeljalo tudi do tega, da boste si pač lahko prišli ogledati film, ko bo pač ta imel premiero. Ne vemo še točno, na katerem festivalu bo premiera, več tem je odprtih in pogovorov, tako to bo pač še objavljeno. Ampak bo pač slikovno, bojo posnetki, videli se bo, malo vas bomo podražili, kako hudo je, kaj vse se bo lahko videli v filmu. In to je pa to, ja. Bo pa fajn. Pa bomo kje spili, pa pojedli, verjetno tudi, ne? Kje bomo spili, kje bomo pojedli, kar pikaj bomo še narezali, ja. Bomo pa kje? Ne vemo še. Ne. Ta datum je fiksen? Ja, drugače je fiksen, kva si zdaj double bookov. Ne, no. Hito se vrede. Preveč zaslona Mauroš tamle, mene res to straši, že malo zdaj, ja. Ja, kje pa bomo še javili naknadno, ampak zagotovo bo nekje ena lepa, seksi lokacija, kjer bomo lahko udobno sedeli, kaj pojedli in popili in se pogovorili. A ne? Načeloma že vemo. A vemo?
Nismo se še razmenili, ne? mi smo ful... Všeč mi je, kako gre tole zdaj. Ampak glej, dali smo pa datum z Reo in Andražom. Imam zmenjen, da prideta, da je to zmenjeno. Tako da tudi to je nekaj. Až pa je to, da smo zablokirali. Mi trije, mogoče vsi trije pridemo, ne? Zihar. Jaz pa torej čez 6 dni štartam že naprej za Nepal, tako da v bistvu do takrat ne moramo prestaviti. Takrat datum je, fercik. Top. Ja. Jaz se veselim. Če je lokacija, pa nas bo lahko na mojem dvorišču. Pa Uroš ima tudi veliko dvorišče. Ne, bomo v okolici Ljubljane, pa ne pri Urošu. Imam tudi dobre sosede. Tako, pa z dronom nas snema. Če ne z druge. Tako, to bom lahko snemal z dronom. Ja, se veselimo, vsekakor, ja, blizu je. Tudi september je zelo blizu, pa naš prvi podcast druge sezone, ne? Grozno blizu. Ja. A to vemo, kako bomo gledali, to da Aljaža ni na začetku druge sezone. Bomo to po temule official snemanju, se mi pogovarjali, prijatelj. Zakaj se to je zabava, ne ljudje izvejo, kako smisli. Da ne bojo, dragi gledalci in dragi poslušalci, da ne boste mislili, da smo mi res skozi tako neresni, raztreseni in neorganizirani, ampak ko je poletna sezona, imaš toliko naročniških projektov v fokusu, da so vse te stranske zadeve, ki pač so neprofitne, so pač stranski tir. In pač naša komunikacija je tudi enkrat na mesec, pa še to počakaš en mesec, da vsaj en od njih dveh odgovori. Prodali smo se na mute. No. To se da na mute. Ne, mislim, nimam časa pogledati takoj. A ja. Če pa v Italiji, na Švedskem, edita fotke z poroke. Čiri. All good. V glavnem, super. Meni je všeč, da zdaj imamo datum določen, da ni trte mrte, končno, in zdaj akcija, reakcija. Tako. In zdaj pa na vas, vseh, da prijete in da se prikažete. Na podlagi tega bomo tudi videli potem, kako naprej. Až kaj ima zagrozil človek. Ja, v bistvu. Če vas snav. Če bo prazen tam, se ne vidim potem potencijala v pač live. Ne te počuvam gleda, ne. Ne, je pa res, live eventi so top, eno je, da se pač podružiš, drugo je, da dobiš neke nove povezave, mreženja in to, kar je v bistvu v osnovi tudi namen in Expedition Storyja in pač na koncu tudi freelancerjev, ne. Se predajamo informacije drugih s tem, da pač se podučujemo en drugega, še mi kaj naučimo in da pač se povezujemo med sabo. Ne. Tako da live event je vrhunski lih iz teh pogledov, ki pač je to, vsi na kupu. Ej, kjer film ne zdaj gledam, ker sem sam doma? Sam doma. Sam doma. Kako si to nastavil, stari? Ne vem, meni ni TV crknil, tako da ful težko ti svetujem. Sedel sem, gledal sem TV in sam počele, pa sam iskre so poletele stran. Tako v filmu je bilo. Tako da, I'm out. Tudi Buda ni rešil. Ne, on je bil tukaj, tisto je bil v dnevni sobi. Mogoče je pa rešil, ker zdaj sem začel knjige vrati. Bravo. Bomo pa kako knjigo predlagi? Daj mi predlagi za dopust, da rabim neki. Ja, imaš rakija je kar v redu, pol kakšen pirček tudi sede. A ja, ne poznaš uno, knjigice preberemo, pa si pa že kar dobro načitan, pa to. Ja, ti si malo predolg na Gorenjskem, majga. Ne, jaz zdaj trenutno berem od Tomazina, isto kot Tomazina, kaj je že na meji. Kako so tihotapili robo čez avstrijsko mejo, čez Albel in tam. Dobra knjiga, priporočam. Ful delata, knjige berete, vi imate ful več ur v dnevu, kot jaz po moje. Ne, a ti spiš, akva? Enega otroka manj. 2. Tak enega manj.
A tu sem, ja, to je ta fail. Ok, thanks. Bomo se spomnili. Ški malo full cajta, ker ne hodijo na dopuste. In je full manj važne, veš tako. Sorry. Doma sva. In lahko. Ne, se je full fajn, samo še imel čas knjige brati, full je fajn, da pusti, vrede. All good. Dobro slišati. No, super. Ne bi vedel, dobro slišati. A nisi kje kak dan fraj, ko greš kam v Nizozemsko, pa to si vzameš malo fraj, 2-3 dni, pa greš malo kol, pa tako. Ma kaj, Nizozemsko sem bil tako bolj, ko ne vse pregledal po 8 letih dela gor. Mislim, ne vem, ni neki, kar bi me interesiralo, pa da še nisem videl tako, no. Romunija pa itak cela zanimiva, je že v bistvu vse delaš, sam je še vsem tako. A veš, ne vem, pač doživljaš na cesti, doživljaš, ko se furaš tam offroad, pa se skupaj med folkom in to. Je pa res, da najbolj siten del je, pol, ko prideš v kamp, pa pač moraš odpreti laptop pa narediti izbor in pol pač Milč, ki ima zgleda trd prst, naredi 2000 fotk v enem dnevu in pol moraš ti zbirati za iz tega, ne. A tak dogovor sta imela, bro? Ne, Nikon prst. Pol sva rekla, ok, zdaj pa to se mora zmanjšati. Veš, kaj jaz jih naredim, ne vem, ponovadi tam od 600 do 800 na dan, ne. To je pač narediš ti izbor do 200, ne. 2 jurja jih je en dan naštopal, pa sem rekel, prijatelj, to pa zdaj ne bo šlo več tako. Evo, to je pa, evo, hack dneva. Aj tedna, sej ne vem, pa je, no. Zdaj, kar že je poletje. Najboljši program, ki sem ga v bistvu res ful uporabljal, ko sem še bil na Windowsu in potem sem ga nehal, ker takrat ni bilo za Maca. Zdaj pa je Photomechanic. Oh my god. A ni to že prejšnjič ga predlagal, to že en naš gost? Aja. Alan. A res? Mislim, da. Možno, ok. Mislim, da je bil. No, v glavnem, zdaj sem ga rekel, dej, moram to hitreje zbolj, ne morem 2000 fotk, a veš, zbrati v enem dnevu, pač tumače in sem res Photomechanica dol skinil. Oh my god, to je pa res 1, 2, 3 fertih, to je vrhunsko, no. Tako da vredno vsega centa. All good. Ja. All good. Imamo hack tedna, dneva, meseca, poletja. Imamo datum 30. august, lokacija bo nakradno. Bomo naredili še en klic. Potem pa je to. To je to. Da, tokrat smo malo krajši, danes smo malo krajši, ker seveda se nam mudi naprej delati. Ura je 9:30 zvečer, tako da 2 urce sta še pred nami. Mislim, Uroš je rekel, da gre film gledati, jaz ga na Češko, sem ti greš delati, prijatelj. Meni se je kar naenkrat zgodilo, da sem danes vse stvari naredil in zdaj sem tako. Jutri zvečer imam eno snemanje in that's it. Oziroma jutro imam 2. 1,5. In to je to. Dobro. Vidim, da si skozi v movingu, ja. To bi šel po en hrib jutri. Čakaj malo. Pa nageta skupaj. Noče, če on more montirati. Je to bi šel kaj neki tako brzinskega ali neko celodnevno? To pa še v podcast, to pa ta pogovor, pa zdaj ful se Ja. Samo vprašam. Saj smo že zaključili. Ok, Če smo že zaključili, če bi že kaptam. Jaz sem naredil outro. Ne, dajmo outro uno, poslovimo se. Aj, čau, pis, neki, ne vem kva, neki moramo. Aj, čau, pis. Aj, čau. Aj, se itak nikoli ne znamo zaključiti teh podcastov. V glavnem, draga družba, veselilo je se, da ste se nam ponovno pridružili po tolkem času, da niste pozabili na nas. V glavnem, vidimo se 30. avgusta in... Res je poletje, ja. Pis. Fanta, lepo je bilo videti. Čau. Enako. Izbog. No, povej. Alja, še kaj zaštekel zdaj? Ti pa je kaj zaštekel? Kaj je ugasno, da? Pa se dogaja. Montirali.